Pozdravljeni! Ta videoposnetek prikazuje, kako v konkordančniku Nov Sketch Engine izdelamo frekvenčni seznam. Najprej odpremo vstopno stran konkordančnika in izberemo korpus cParallel 2.0. Konkordančnik omogoča dva načina izdelave frekvenčnega seznama. Najprej si bomo ogledali enostavni pristop. Izdelali bomo frekvenčni seznam poslank glede na število besed, ki so jih izrekle v našem podkorpusu. To storimo tako, da v meniju na levi kliknemo Seznam besed. Ko se prikaže nova stran, najprej izberemo želeni podkorpus. V našem primeru je to podkorpus Govori poslank iz prvega mandata. Nato v naslednjem polju izberemo atribut, ki nas zanima. Na spustnem seznamu se torej pomaknemo do razdelka Lastnosti besedil in tam izberemo atribut Ime govorca. Če bi namesto seznama vseh poslank želeli na primer izdelati seznam najpogostejših besed v podkorpusu, bi na začetku spustnega seznama izbrali atribut Lema. Nato pri možnostih filtriranja spremenimo vrednost minimalne frekvence na 1, saj nas zanimajo vse poslanke, ki so v prvem mandatu izrekle vsaj eno besedo. Ostalih polj ne spreminjamo in na dnu strani kliknemo Izdelaj seznam besed. Prikaže se stran z rezultati, kjer sta navedena korpus in podkorpus, ki smo jo izbrali. Sledi podatek o številu vseh zadetkov. Ker smo iskali po atributu Ime govorca, rezultati prikazujejo število vseh poslank, ki so se oglasile v prvem mandatu. V naslednji vrstici najdemo podatek o številu vseh pojavnic v izbranem podkorpusu, v tabeli spodaj pa je navedeno število pojavnic za vsako poslanko. Kot omenjeno na začetku, opisani način izdelave frekvenčnega seznama ni edina možnost. Drugi način vključuje izdelavo frekvenčnega seznama na podlagi konkordančnega niza. Ta pristop ima več prednosti. Prva prednost je, da lahko frekvenčni seznam izdelamo neposredno na podlagi rezultatov iskanja. Druga prednost je, da v tem načinu konkordančnik omogoča izdelavo frekvenčnih seznamov za več atributov hkrati. Tretja prednost pa je, da lahko z frekvenčnega seznama dostopamo neposredno do konkordanc. Poskusimo torej izdelati frekvenčni seznam še na ta način. Najprej v meniju na levi kliknemo Išči. Nato v polje za enostavno iskanje vnesemo zvezdico, ki nadomešča katerikoli znak. Na ta način bomo torej zajeli vse pojavnice v korpusu. Nato razširimo podmeni Lastnosti besedil, izberemo podkorpus, torej Govore poslank iz prvega mandata in kliknemo Izdelaj konkordančni niz. Ko se prikaže konkordančni niz, v meniju na levi kliknemo Frekvence. V zgornjem razdelku lahko določimo atribute pojavnice, na podlagi katerih konkordančnik nato izdela frekvenčni seznam. Za našo analizo pa se bomo omejili zgolj na spodnji razdelek. Enako kot pri prejšnjem načinu, pri minimalni frekvenci vnesemo 1, na seznamu atributov pa izberemo Ime govorca. Če bi obenem pridržali tipko CTRL na tipkovnici, bi lahko izbrali več atributov hkrati. Na koncu le še kliknemo Izdelaj frekvenčni seznam. Prikaz rezultatov je sicer malce drugačen kot pri prejšnjem načinu, vendar so rezultati enaki. Tudi pri tem prikazu vidimo število poslank, skupno in posamezno število pojavnic. Vendar pa si tokrat lahko enostavno ogledamo tudi konkordance za posamezno poslanko. Recimo, da nas zanima poslanka z najmanjšim številom pojavnic. Na levem robu ob imenu poslanke kliknemo črko P, ki označuje pozitivni filter in tako izpišemo vse govore te poslanke iz izbranega podkorpusa. V naslednjem videoposnetku si bomo ogledali, kako izdelamo seznam ključnih besed in ga shranimo v računalnik.